četrtkova podopnica je k tebi na obisk prišla. Srce odpri in se nasmej, povabijo čez prag naprej. Dober večer, dobrodošli, dragi prijatelji, v naši veseli družbi. Še eni slavljenci letošnji so nocoj z nami, ansambel Štrk. Dober večer, dobrodošli. Milan, pridi tukaj k meni, da seveda poveva vse tisto, kar se pač spodobi povedati ob takšni obletnici. 25 let ste praznovali, kakšen dober mesec nazaj se mi zdi, a ne? Ja, tako, lepo zdrav vsem gledalcem vaše televizije, lepo zdrav posebej tebi. Ja, kakšen dober mesec nazaj, torej natančneje 8.8. v vrhuncu poletne sezone smo napravili naš jubilejni koncert in odpraznovali, bi lahko rekel, 25-letno delovanje. Ob tem izdali jubilejni CD z vsemi našimi uspešnicami, ki so se... Še, vidiš, zapakiran, čakal na... Ta še je topel, veš. Ja, čakal na današnji trenutek. Ja, tako. Bomo seveda kasneje povedali vse, kar pač moramo povedati v tej zgoščenki. 25 let, četrt stoletja rečejo, ne? To se tako ogromno sliši, ne? Za tebe vsaj, ne? Si eden ustanovnih članov vašega ansambla. Je teh 25 let minilo hitro, ali je šlo bolj počasi vse skupaj? Daj, če je tako, kot si rekel, ne, 25 četrt stoletja, to se res sliši ogromno, ne, ampak ja, minilo, glede na vse dogodke, ki jih je nešteto bilo v teh 25 letih, se mi zdi, da je bilo minilo tako, ne. Če se pa spomnim, kaj vse smo delali, preživeli, morali dati skozi, najnazadnje, da je pač prišlo do teh 25 let,
Je pa to kar ena dolga doba in nabralo se je nekaj uspehov, nabralo se je nekaj materijala, ki ga pač seveda nekako potem vrtimo v tem medijskem prostoru in še vedno smo tu, še vedno zabavamo našo publiko in upam, da še bo nekaj časa tako. Ok, danes bova tudi ponovila nekaj tistih osnovnih stvari za tiste, ki vas mogoče ne poznajo prav dobro, ne glede na to, da ste že 25 let na glasbeni sceni slovenske narodno-zabavne glasbe. Zdaj pa ena poti k našim gledalkam in pa gledalcem. Nocoj pričenjamo z novo nagradno igro pod pokroviteljstvom prodajalne OK Let iz Mariborske 86. O tej igri seveda več v nadaljevanju. Samo povem toliko, da si že počasi lahko pripravite telefone, kajti tisti, ki bodo zelo hitri, bodo lahko sodelovali v tej nagradni igri, ki pa bo ob koncu leta, torej v zadnji letošnji oddaji, podarila nekomu res lepo in vredno nagrado, skoraj da 300 evrov tehta v denarju ta nagrada, kot rečeno več o tem v nadaljevanju. Bomo pa vas povabili nocoj še nekajkrat tudi na en imeniten glasbeni dogodek, ki smo ga že pretekli četrtek omenjali, pa bomo danes še enkrat ponovili, da ne boste slučajno zamudili ali pa preslišali. In sicer jutri je petek in je nekako delovni teden za nami in si velja privoščiti kakšen lep in zanimiv glasbeni dogodek, o tem tudi več v nadaljevanju. Milan, midva pa greva nazaj na vaše začetke, ne? Rekel sem, da si bil eden od ustanovnih članov, 4 ste se takrat nekako, ste dali glave skupaj. Ja, tako je, ja. Pa rekli, da dajmo fanti nekaj narediti. Nekako ob koncu leta 93, ne? Ja, če kakšni mlajši gledajo, kje pa je to 93, ne? Ja. Tako je po drugi vojni. Ja, tako je po drugi vojni, ja. Torej, ja, smo 4 prijatelji igrali skupaj v nekih drugih skupinah, se združili potem v skupini Slovensko-goriški kvintet in tam nekako začutili, da imamo pa vseeno neke ideje, ki so nas nekako povezovali in se odločili, da od 1994 ustanovimo ansambl in takrat še nismo imeli seveda imena, nekako smo potem brskali po leksikonih, kaj seveda prihajamo iz severovzhodnega dela, torej iz Pomurja, Prlekija, Prekmurja in smo rekli, evo, simbol Pomurja, štorkla, v leksikonu piše štrk, moški del družine štorkel, ne, kot nalašč ime za naš ansambl in evo, začeli smo in rekel, začetki niso bili tako lahki, ne, najnazadnje nismo imeli niti enega kabla za mikrofon, ampak smo se nekako prebili, ja. Eno neglasbeno vprašanje, ne, lajki, kako lajki ločimo štrka od štorklja? Kdo je? A je to vizualno mogoče? Glej, to niti mi ne vemo, ne. Tu se vidi, tu na odru se vidi, ne. Na odru se vidi, ne. Dobro, jaz sem že tudi par videl v gnezdu na dimniku, ne. No, ko se parita, potem veš. In sta se ljubčkala in s kljunim pokala in tako dalje, ampak drugače pa je to. Sem malo gibal po velikosti, ponavadi ne so samci večji, ponavadi so samci bolj pisani, pri štorklah tega ni. Ne, so kar zelo enaki in glej, v naši vasi imamo gnezdo. Po jajčkah tudi ne moramo ugotoviti, ker so v gnezdu. Ker so v gnezdu, tako da, glej, mogoče je to izziv, da na naslednji oddaji to objasnimo. Ok, v redu. Jaz sem rekel, to je eno neglasbeno vprašanje, kasneje bova nadaljevala o vaši glasbeni poti, o tem zadnjem vašem CD-ju, ki ste ga izdali ob svoji 25. obletnici in mogoče še o čem. Jaz te kar prosim, če greš nazaj na svoje mesto. Jaz zdaj skočim do najlepšega dela vašega ansambla, do vaše pevke Vanje. Dober večer še enkrat vsem skupaj. Predno pa Vanja, midva rečeva kakšno pametno, pa mi dovoli. Jaz sem obljubil, da bom danes poslal ene lepe in tople pozdrave v Slovenske Konjice. Jih zdaj le pošiljam in ja, obljubil sem, da bom pomahal, da bo vse tako, kot mora biti. Nisem obljubil poljubčka, ampak ga vseeno poslal in upam, da zdaj le že leti tam čez Frankolovo in bo vsak čas v Slovenskih Konjicah. Ok. Lepo je, da ste z nami, kam je tole letelo,
tista oseba tako ali tako ve, za druge pa ni važno, da veste. Tako. Ok, Vanja, ti si v ansamblu zdaj že koliko, 2 leti? Več? Malo več, Več? ja. Ok. Bo že 6. leto. Ja. Zdaj ste 6. leto, ja, ok, se bomo prišlo do 2 let, ne. Kaj je tebi poleg glasbe dala ta zasedba, ta skupina Ansambel Štrk? Iskreno? Je seveda. Jeklene živce. Ok. Zdaj ponavadi, jaz se vedno se lotim skoraj da vsakega ansambla, ko imajo v svoji sredini pevko, ne, da tu ni treba nič ugibati, da je pevka seveda šefica in da ima fante na vajetih. Ne. Ja, kako pa. Ja, in tu, ti vajeti so trdi, ali kaj? Zakaj si dobila jeklene živce? Zato, ker moški del mislijo, da imajo vedno prav. Ja. Da imajo oni zmeraj prav in ženska kot To misliš v jaz, ansamblu? Seveda. Saj to je Tudi drugače. nasplošno, ne v življenju. Ja, saj to je- ja, Ampak saj jaz to sem bila v sem hotel reči, to je manjšini, drugače jaz sem bila v tudi. manjšini in zdaj na koga se naj oprem, ne? Okej. Bolj kot ne bi morala biti vedno tiho, ne? Ja. Ker so moški me premagali. To ne gre, ne? To ne gre, ne. To ne Ja, gre, tako okej. da zdaj smo mogli pristati na to, da tudi mene kdaj poslušajo. Ja, lepo. Če naj pa udarimo po mizi. Je to vse, kar ti je dala ta skupina? Pa seveda veliko glasbenih užitkov. Pa veliko glasbenih užitkov, tudi nova spoznanja glasbena, Kaj pa druga spoznanja? druga spoznanja, mislite? Recimo. Seveda, no, ta glasbena skupina mi je dala predvsem zdaj smo že pri 2 letih, res je. No tako, zdaj že končno povej. Ne. Ja, sem malo več kot 2 leti, ne, ampak spoznala sem Ervina. Ja, Ervina mi je dala ta skupina in zdaj bo 2 leti, Spoznala svojega... Spoznala sem svojega, svojo svojo sorodno sorodno dušo, dušo, tako je, ja. svojo ljubljeno dušo, s katero upam, da bom preživela preostanek življenja in tudi družino Zelo si lepo, ustvarila, zelo lepo. kaj ne? Lepo se stvari Čas, poklapajo, ne, zdaj so to se ti prinese živčki svoje. malo ohladili verjetno, ne? Tisti trdni, so ostali. Jaz mislim, da jih zdaj pa rabim še več. V redu, ok. Hvala lepa Vam je za čudovito. iskrene odgovore in izvolite. Zadoneli so rogovi prek poljan in prek gozdov, mok pogreznili glasovi, ko krenili so na lov. Med spomini so trofeje, toda stari jagerbi, tak spomin le nekaj šteje, ki v življenju dobrodi. Stari jager, na obhodu dan na dan, kličejo ga nežne srne, plašni zajci in fazan. Stari jager, v srcu je še zmeraj mlad, vsako jutro med naravo, kjer od nekdaj bil je rad. Hladna puška je v omari, dolgo, dolgo, dolgo živi. Na obhodu jager stari, kot veliva mu srci. Kraj lesov in skozi gozdove, po ozarah preko trat, prepoznava vse sledove, kot se pasla je divjad. Stari jager, na obhodu dan na dan, kličejo ga nežne srne,
preko tvojega revirja zadonil bo lovski rog. To je bila skladbica Stari Jager, meni zelo, zelo všeč, tudi videospot ste posneli na to skladbo, ne? Ga pridno vrtimo tudi v naših oddajah. Ne takrat, ko ste vi gostje, ampak ko vas ni, da malo osvežimo spomin na vaše skladbe. Takole, dragi moji, zdaj pa je čas, da najavim resno tole našo nagradno igro, ki jo bomo peljali skozi 3 mesece, torej oktober, november in december. In zadnjo oddajo letošnje leto bomo namenili temu, da bomo podelili tisto glavno nagrado. Kakšna je ta nagrada, bomo čez nekaj trenutkov pokazali. Naj samo povem, da bomo vsak teden izmed tistih telefonskih klicev, ki jih bomo dobili od vas, ko bomo odprli telefonske linije, nagradili nekoga. Danes bo to tale pojoča žarnica, ki smo jo že predstavljali v naših oddajah. Ena taka, bi rekel, zelo krasna zadevca, zelo primerna za kakšne terase ali pa tudi za notranje prostore. Žarnica lepo sveti, nam osvetljuje prostor. Če jo povežemo z Bluetoothom, pa nam seveda služi tudi kot zvočnik, ne? 2 stvari v enem. Tole bo nekdo danes že dobil. Vsi, ki boste pa klicali, greste pa, oziroma ne vi, gredo lističi z vašimi imeni in številkami telefonskimi v tole stekleno posodo. Pridno bomo zbirali te posode in zdaj že kar prosim naše fante, da nam v režiji zavrtijo tale posnetek. Kakšna je tale, evo tukaj je tale naša glavna nagrada, vredna skoraj 300 evrov. Tole je robotski sesalnik, ki bo dobil novega lastnika v zadnji letošnji oddaji. To nagrado podarja in seveda vse ostale, prodajalna OK Let iz Mariborske 86, ki z nami sodeluje že kar nekaj časa in smo veseli, da so ponovno se odločili za eno takšno nagradno akcijo. In tale sesalec, kot rečeno, bo dobil novega lastnika konec letošnjega leta v naši zadnji letošnji oddaji. Vsi, ki boste katerikoli oddaji poklicali in bom zapisal vaše ime, telefonsko številko, boste zraven ne bobno, ampak v tej stekleni posodi. Naši zadnji glasbeni gosti pa bodo izžrebali nekoga, ki bo dobil tole nagrado. Kot rečeno pa vsak teden ena tedenska nagrada za tiste, ki bodo v tisti oddaji sodelovali z nami. In tako zdaj že odpiram telefonske linije in v tej rundi pogovora z Milanom bomo seveda sprejeli 3 telefonske klice in potem v nadaljevanju se bomo ravno tako držali tega sistema. Predno Milan pa mi dovoli, nadaljujeva midva pogovor, pa naj res povabim še enkrat vse naše gledalke in gledalce na imenitni glasbeni dogodek, ki se bo zgodil jutri, 4. oktobra ob 20. uri v športni dvorani Hruševec v Šentjurju. Ansambl Petka pripravlja veliki koncert z glasbenimi prijatelji. Modrijani pridejo, ansambl Spev, ansambl Smeh, ansambl Vikend, Mladi korenjaki in ansambl Unikat. Vstopnice, če jih je še kaj na voljo, po 12 evrov dobite na prodajnih mestih, vulkanizacija Mulej Šentjur, As-Sistem Šmarje pri Jelšah, pizzerija MC Vojnik ter www.petka.si in pri članih ansambla. Torej jutri v Hruševec ob 8. zvečer na imeniten glasbeni dogodek. Ansambl Petka vas vabi z veseljem. Takole, Milan, nekako sva omenila tiste vaše začetke, kako je sploh prišlo do tega ideje, da boste ustanovili ansambl, da ste našli ime. Ja, je bilo takrat, ko smo ravno pri imenu težko, ker danes vemo, ne? Danes, ko nekdo ustanavlja nov ansambl, ne? Kje dobiš, nekje moraš dobiti te podatke, kaj je že registrirano, kaj ne? Oziroma potem, ko se hočeš registrirati, odgovorijo, da to ne gre, ne? Mora biti kakšna pika, kakšen plus, minus, ampak takrat ni bilo toliko ansamblov, to vemo, ne? Ampak ja, bilo pa nekaj idej takšnih izvirnih. Mi najnazadnje prihajamo iz vinorodnega okoliša, ne, Ljutomersko-Ormoške Gorice. Ideje so bile vse okrog nekih vin in tega, ker pač to tam je, ampak nekako potem seveda smo
s trezno glavo razmislili, ne, da pa je Štrk tisto pravo ime. Nič 90 93 61 22 naša telefonska številka, na katero nas pokličite, če želite sodelovati v naši nagradni igri. Danes, kot rečeno, izžrebam izmed vseh, ki boste poklicali, nekoga, ki bo dobil tole pojočo žarnico in istočasno bo šel njegov listič v tole stekleno posodo in čakal seveda na našo letošnjo zadnjo oddajo, ko bomo izžrebali glavno nagrado, to je parabotski sesalnik VTAK firme. In mogoče v nadaljevanju, saj bomo vsak četrtek skupaj z prodajalno OK Let iz Mariborske 86 dodali še kakšno tehnično podrobnost, kar se tega sesalca tiče. Za začetek lahko samo to povem, da ima posebno prednost, da sesa, suho briše in tudi mokro briše. Tako da imamo kar vse tri stvari v enem urejene, poleg tega, da ga lahko seveda aktivirate preko aplikacije, preko telefona, ko smo nekje na kavici, pa pritisnemo, pa nam čas lepo doma posesa, stanovanje, sobo, karkoli pač je že. Skratka, ogromno teh stvari je, jih bomo razlagali tako sproti. Torej, vljudno vabljeni, pokličite brez nagradnega vprašanja, samo zapišem ime in telefonsko številko in zadeva je zaenkrat urejena. Mimo grede, ko se rekel vinorodni okoliš, naši tukaj kar hvalijo letošnjo letino, kakšna je pri vas? Ja, je ena boljših zadnjih let in mogoče količinsko, ampak pravijo, da je tudi količinsko v redu, ampak kaj se pa tiče kvalitete, pa obeta. Ok, jaz sicer nisem tule natančno gledal naslove teh vaših skladb in zdaj, ko smo ravno pri žlahtni kapljici in pa pri vinorodnih okoliših, imate kakšno skladbo? Ja, glej, tu smo v bistvu napravili... Nazdravimo prijatelje, recimo. Evo, kot nalašč za ta praznični del od trgatve pa do Martinovega, ker to itak traja. Drugače pa ja, naša najbolj poznana je takšna Jurka Šmarnica Clinton, je itak tudi med vini. Pač, ampak je tokrat nismo uvrstili med ta jagodni izbor. Izbrali smo 19 res melodij, ki so bile v 25 letih ali nagrajene, ali uspešne na festivalskih nastopih, ali imajo na teh kanalih YouTube in tako dalje tudi ogromno število ogledov. Tako da smo nekako ta kriterij zoževali. Imamo 6 CD-ov, iz katerih smo črpali ta izbor. Seveda smo pa dodali tudi najnovejšo produkcijo, 2 skladbici smo danes že slišali, torej z aktualno ekipo in v zadnjih nekaj letih smo nekaj svojih skladbic, teh najnovejših tudi tu uvrstili na CD. Zelo lepo. Ja, kaj zdaj, nič nimamo, nobenega telefona, zdaj danes ni nobene tekme, zdaj pretekli četrtek smo spremljali odbojko, pa sem se malo bal, da so vsi na drugih kanalih, danes mislim, da ni nobene tekme. Kje ste ljudje? Vljudno vabljeni, da pokličete našo telefonsko številko nič 90 93 61 22 v živo v četrtkovo podoknico. No, ta čas, da nas boste doklicali, pa malo glasbenega predaha, in sicer Gorenjski kvintet bo zaigral in zapel skladbo z naslovom Zagodi nam muzikant. V naši vasi je živel veseli muzikant, čez dan na polju je garal, zvečer harmoniko igral, spomladi pa v planine je drobnico pa stignal, si k njemu so zahajali, vsak ga je poznal, ljudje so poslušali ga z odprtimi očmi, ker on je govoriti znal, nešteto je prevod poznal, na koncu zgodbe pa v roki harmoniko je vzel, vsa družba je zarajala, poigrati je začel. Ker ga med nami ni, njegove zgodbe še živi, iz roda v rod se
je lušno bilo. Zagodi nam ti muzikant, raztegni mih in se nasmej. Zagodi nam ti muzikant, prelepo zgodbo nam povej. Zagodi nam jo še enkrat, naj poplani, naj zadoni. Spomin na to, kar je bilo, zavedno v srcih nosimo. Zagodi nam jo še enkrat, naj poplani, naj zadoni. Spomin na to, kar je bilo, zavedno v srcih nosimo. Zagodi nam jo še enkrat, naj poplani, naj zadoni. Spomin na to, kar je bilo, zavedno v srcih nosimo. Iz režije mi sporočajo, da nekdo pridno čaka na drugi strani telefonske zveze. Dober večer. Dober večer. Kdo pa je to? Pavlina iz Zasavja. Pavlina, prosim, če mi poveste samo še vašo telefonsko številko. Dobro, takoj 051 Ja, 653 ja. 608. Hvala lepa, zapisano. Ja, dobro, no, hvala. Hvala lepa, lahko noč. Ja, še bomo počakali na kakšen telefon. Rabim seveda te nujne podatke, kajti tisti, ki bo dobil nagrado, tistega bom takoj po vdaji poklical, da dobim še ostale njegove osebne podatke, da potem pride nagrada v prave roke. Torej 090 93 61 22. Naj še enkrat ponovim, danes je nagrada, ta lepojoča žarnica. 2 koristni stvari dobimo od nje, torej nam osvetljuje prostor. Ja, seveda privijemo jo pa v tisto navadno vtičnico, ne tista klasična, tako da je, da ni nekaj posebnega. Dober večer. Dober večer. Vi pa ste? Olga iz Nove Cerkve. Olga, številko rabim telefonsko. 041 Ja, 975 ja. 783. Hvala lepa, lahko noč. Lahko noč. Še 2 sprejmem v tej rundi, ker v prvi nismo dobili nobenega telefona. Drugače pa lej, zažreba že skoraj da imava, ne? Dober večer. Dober večer. Vi pa ste? Jaz pa sem Žvižej Marija. Žvižej Marija. Ja. Marija. In Darko ta lepo pozdravljam. Hvala lepa. Ja. No, za tisti, Marija, za tiste, ki ne vedo, ne? Mi te kličemo Mari, ne? Tako. In to je moja teta, tako da je lepo pozdravljam mojo teto. Enako. Ja, Marija, jaz moram vedeti številko, ne? 040 Ok. 780 050. 050. Evo, Mari, tudi tvoj listek gre v tole stekleno posodo in bomo videli, mogoče bo pa nocoj sreča na tvoji strani. Hvala lepa in lahko noč. Živijo. Živijo. Evo, še malo žlahte, ne? Prvič mislim, ne, 23. leto že vodim to oddajo in prvič me je poklicala, sem zelo vesel. Vem pa, da nas redno gleda, to pa vem, ne, ker predvsem uživa v gledanju tistega, kar pripravljata Pepi in pa Mihač, ne, in tudi danes sta pripravila seveda svoj del. Koliko imamo zdaj? 3? Aha, še en telefon v tej rundi, potem pa gremo hitro naprej, da nas ne bo čas prehitev. Še nekaj sekund bomo počakali. Milan, midva ta čas še dodajva kakšno pametno. Zdaj 25 let je res eno tako obdobje, ko potegneš črto, pa malo gledaš tudi nazaj. Je kakšna taka stvar, za katero bi rekel, ne, tole je bilo pa res favš,
tole pa bi zbrisali, če bi šlo, ne? In prihodne se to več ne bo ponovilo. Ali je bilo koliko toliko vse tako, kot ste si vi zamislili? Jaz mislim, da tak... Milano, prosti, samo da vzamem tale telefon. Dober večer. Dober večer. Dober večer. Vi pa ste? Maša iz Ponikve. Maša. Številko rabim vašo? 040 Ja. 373 373. 4 Nisem slišal zadnje 3. 654. 654. Hvala lepa, lahko noč. Ja, lahko noč. Evo, Maša gre tudi v tole stekleno posodo. V tej rundi dovolj telefonskih klicov, kasneje še sprejmemo nekaj. Torej... Ja, jaz mislim, da v tem 25. ne bi brisali verjetno čist nič. Ko je šlo kaj mogoče, pa malenkost navzdol, smo potem to čim hitreje skušali popraviti, pa porihtati, tako da, če bi še enkrat, bi verjetno na enak način. No. Zelo lepo. Spet malo glasbenega predaha. Črna mačka, Eva Boto, če bo Štajerca vzela. Ja, ti pa zarediti, to zdaj kar ustrelil. Si sekunde, kje je prvo je padlo. Zdaj pa že ura, vodik, jaz moram počela se in taj ne. Pa moj lepo, jaz smo doj. Moja mami pravi, da se mi še ne mudi, naj počakam, da ljubezen prava se zgodi. Oče le prikima se v svojem času, da ne boš mi hčerka kdaj na slabem glasu. A jaz sem se že odločila, zdaj pa če kar je. Meni srček noro bije, mislim le na te. Ko po noč se naskrivaj, ka meni stisneš, vem, da pravi si leti za me. Če boš Štajerca vzela, si boš vse življenje pela. Ti bom kuhal, šival, likal, brisal, čistil in pomival, z mano boš živela v raju. Če boš Štajerca vzela, ti ne bo nikoli žal. Bom ljubil tebe le, ljubezen so ti dal. Vsako jutro vom po kavici me prebudi, ljubi mi prinese zajtrk in se nasmeji, na uho zašepeta, kako me ljubi. Ko nov dan prične, se z majhnimi poljubi, spet na krilih vetra srečna poletela bi. S tabo še ta nori svet se v hipu lepši zdi, tvoje modre očke pa mi govorijo, da prav kmalu boš postal moj mož. Če boš Štajerca vzela, si bo vse življenje pela. Ti bom kuhal, šival, likal, brisal, čistil in pomival, z mano boš živela v raju. Če boš Štajerca vzela, ti ne bo nikoli žal. Bom ljubil tebe le, ljubezen so ti dal. Če boš Štajerca vzela, ti ne bo nikoli žal. Bom ljubil tebe le, ljubezen so ti dal. Bom ljubil tebe le, ljubezen so ti dal. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza.
Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Domače. Izletniška kmetija Mirnik. OK LED prodaja svetil in vseh vrst žarnic. Nudijo svetovanje in projektiranje. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale in druge poslovne prostore. OK LED, Mariborska 86 v nekdanji poslovni stavbi Emo. OK LED, ko svetloba spregovori. Oprema za čebelarje, čebelji pridelki, medeni izdelki, kozmetika, darilni program, svetovanje strankam. Vse to in še več je trgovina Čebelca v Gosposki ulici 3 v Celju. Vsi čebelji pridelki in medeni izdelki so slovenskega porekla. Dobrodošli čebelari in vsi, ki radi uživate čebelje pridelke in živite z naravo. Pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Avtoceleja je podjetje, ki se uspešno ukvarja s prodajo in servisiranjem vozil znamke Peugeot. Njihova dejavnost je tudi prodaja, servisiranje, prodaja nadomestnih delov in dodatne opreme vozil Peugeot, odkup in prodaja rabljenih vozil, kleparska in ličarska popravila vozil, cenitev rabljenih vozil, sklepanje avtomobilskih zavarovanj, ob nakupu novega ali rabljenega vozila ter skuterjev Peugeot pa uredijo tudi ugodno financiranje. Družinsko podjetje Avtoceleja, ki ga uspešno vodi že 3. generacija družinskih članov, sledi njihovemu motu: zadovoljen kupec je naš uspeh.
včasih malo čudno, malo avšasto dekle. Jaz poskušam neutrudno, da bi saj spremenil te. Ko plačujem ti večerje, sa sladkobna si z menoj. Da bi ne letelo perje, zate se storim takoj. Ker želim si več od svojega življenja, ne prenesem več tvojega teženja. Ker želim si več od svojega življenja, danes konec je mojega potrpljenja. Adio, 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 madam, raje kot s tabo, raje sem sam. Uživaj, uživaj, uživaj naprej, drugega raje za norca imej. Mučim tlako, kuham, perem, brišem prah. Ti izpolnim željo vsako in te nosim po rokah. Ko plačujem ti večerje, za sladkobna si z menoj. Da bi ne letelo perje, zate se storim takoj. Ker želim si več od svojega življenja, ne prenesem več tvojega teženja. Ker želim si več od svojega življenja, danes konec je mojega potrpljenja. Adio, 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 madam, raje kot s tabo, raje sem sam. Uživaj, uživaj, uživaj naprej, drugega raje za norca imej. Adio, 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 madam, raje kot s tabo, raje sem sam. Uživaj, uživaj, uživaj naprej, drugega raje za norca imej. Drugega raje za norca imej. Hej! Na vrsti je tisti del naše oddaje, ki je namenjen našim predlogom za vižo tedna. Nocoj končujemo prvi krog glasovanja v letošnji sezoni, torej tretja runda, pa poglejmo, kaj smo pripravili za nocoj. Srci pa še vedno, kot nekoč zdaj hrepeni. Ne more ljubiti, a še vedno to si ti. Srci pa še vedno, kot nekoč si te želi. Zdaj žal je prepozno za prevare in laži. Kjer se pohorje vidi, slika moja iz davnih dni. Spremlja me lajšami poti, me vabi kliče domov. Kjer se pohorje vidi, tudi tebi prijatelj naj, da se vračal boš še nazaj, tja kjer se pohorje vidi. Tisto, kar si je bolj od zlata, to dobra žena in mati ima. In med nas se razdeli, zase nič ne pusti. Pisano cvetje naš dom krasi, vse od pomladi do zimskih dni. A najlepše rože smo v njenem srcu mi. Nocoj, kot ste lahko videli, boste lahko glasovali za Roko Žlindra oziroma njegov ansambl, Srce pa še vedno hrepeni. To je prvi predlog. Drugi predlog, ansambl Alfi Nipič in njegovi muzikanti, Kjer se pohorje vidi. In tretji predlog, ansambl Stanka Fajsa, Sreča z mamo. 090 936 125, po pisku pritisnete 1, 2 ali 3 za prvi, drugi ali tretji predlog. Vsi, ki boste glasovali za katerikoli predlog,
predlog, pridete v poštev za žrebanje, ob koncu oddaje naš računalnik izbere nekoga, ki bo dobil nocoj glasbeno darilo nocojšnjih osrednjih glasbenih gostov ansambla Štrk, CD plošča z naslovom Najlepše melodije. Nevista moja, naj roka tvoja, ki nosi prstan, spominja, da sem tvoj. Čez morja hribe, tja čez doline, ker si edina, ja šel bi za teboj. Samo verjemi, da si ob meni, čeprav oči pravijo, da kdaj meni. Saj srce svoje, jaz dal sem tebi, in če kdaj grem, vidi, da imaš ga ti. Kadar pa mrak med naju pride, naj le odide, saj ljubiš me. Če kdaj roki bodo pretežke, jih srce dvigne, naj da objamem te. Samo verjemi, da si ob meni, čeprav oči pravijo, da kdaj meni. Saj srce svoje, jaz dal sem tebi, in če kdaj grem, vidi, da imaš ga ti. Kadar pa mrak med naju pride, naj le odide, saj ljubiš me. Če kdaj roki bodo pretežke, jih srce dvigne, naj da objamem te. Jih srce dvigne, naj da objamem te. Evo, pa smo že nazaj, jaz spet pripravim tele moje lističe, že odpiram telefonske linije za še nekaj telefonskih klicov. Predno nadaljujeva, Milan, pa moram našim gledalkam in gledalcem sporočiti še eno. Trdno sem prepričan, da še vsi nimate kompletne ozimnice pospravljene v kleteh in v shrambah, in če ste eni tistih, ki jo nimate, potem vas še zadnji hip vabim v Ponikvo pri Šentjurju, ali na Ponikvo se menda reče, na Ponikvo pri Šentjurju, v sadjarstvo Mastnak, kjer imajo čudovita, krasna jabolka, že
nekaj, mislim, malega je še od zunaj, pripravljeno za takojšno prodajo, nekaj jih hranijo v svoji lastni hladilnici, če nimate, potem bo treba kar pohiteti, v nekaj dni bo seveda ta zaloga tudi pri njih pošla, da ne boste ostali brez, torej sadjarstvo Masnak, z Ponikve pri Šentjurju, vas vljudno vabi, da pridete po kakšen zaboj krasnih, čudovitih jabolk, več sort jih imajo, tudi sam jih imam, tako da se kar težko zjutraj odločim, danes bi pa mogoče, katero sem včeraj, danes bomo pa tole sorto. Skratka, krasna zadeva za ozimnico. 090 93 61 22, naša telefonska številka, linije so odprte za našo nagradno igro. Pokličite in zapišem vaše ime in telefonsko številko in potem v koncu daja nagradim nekoga, ki bo dobil tole lepo, krasno glasbeno nagrado. Glasbeno zato, ker tale pojoča žarnica sveti in predvaja glasbo, če jo seveda povežete z Bluetoothom, preko telefona recimo, in si izberete željeno melodijo in jo lahko poslušate doma, na verandi, na terasi, notranjih prostorih, kjerkoli pač želite. Milan, zdaj jaz malo preskakujem te vaše glasbene zadeve. 25 let je eno tako obdobje, ko se je ogromno stvari zgodilo. Prej si samo omenil tudi vaše uspehe. Na katera priznanja oziroma na katere vaše uspehe ste najbolj ponosni? Težko je opredeliti na kaj, ne. Vsekakor zrasli smo na Ptujskem festivalu, potem smo se osredotočili, malo pa smo hodili v Števerjan, v Italijo, potem zelo plodno, ali pa bi rekel zelo lepa izkušnja, 7 let zapored narečna popevka, nekoliko drugače, ne samo narodno zabavna, mi smo vedno združevali te elemente, smo poskušali tudi vnesti v naše skladbe, ki so bile narečne z velikim orkestrom RTV Slovenije, tudi narodno zabavne inštrumente, poleg, ne. Ja, vsekakor, potem slovenska polka in valček, ne. To so vse neki festivali, ki so nam ogromno dali, na katerih smo se nekako dokazovali in seveda potem vsako leto videli na festivalu, kje smo, kaj je potrebno popraviti, kaj je potrebno, kam gre trend in tako nekako težko je reči, katera nagrada. Vsekakor nam dosti pomenijo nagrade od publike, ker potem vemo, da nas poslušajo, da nas imajo radi. Tako da nek ta celoten opus bi rekel, da po teh 25 letih kar prija, no. Še enkrat velja povabilo našim gledalkam in gledalcem, da se nam oglasijo na vaših ekranih izpisano telefonsko številko 090 93 61 22 in sodelujete v naši nagradni igri. Kot rečeno, v tej rundi sprejmem še nekaj telefonskih klicev. Dober večer, pa mislim, da lahko zdaj le voščim komu. Dober večer. Dober večer. Jože, tu Pepi. Jože, rabim samo še vašo telefonsko številko. 051 051 630 Ja. 338. Rabim za to, da če bo srečo na vaši strani, vas takoj po oddaji tudi pokličem. Drugače pa listek ostane v tej stekleni posodi in ste eden od kandidatov za robotski sesalnik, ki ga bomo podelili konec letošnjega leta. Hvala lepa in lahko noč. Še 2-3 telefonske klice sprejmemo v tej rundi, potem pa bomo za nocoj končali. Moram pa povedati, da bomo z našo nagradno igro nadaljevali v vseh prihajajočih oddajah. Vsako oddajo podelili eno manjšo nagrado in vsi boste seveda sodelovali v tistem zaključnem žrebanju konec leta. Tisti, ki vas spremljajo skozi celotno vašo glasbeno pot, so seveda seznanjeni s tem, da se je tudi ekipa malo spreminjala. Zdaj ta ekipa je že pa koliko časa skupaj? To je, se pravi, nek naraven pojav je, da se kadrovsko ansambli spreminjajo, in tako se tudi v našem ansamblu godilo. V 25 letih se je menjalo kar nekaj odličnih glasbenikov in odličnih pevk. Ja, trenutno ta zasedba, bi rekel, zadnjih 6 do 2 let spremenjena, tako nekateri so že 6 let, nekateri pa manj, zadnji je prišel harmonikaš Benjamin,
ki v bistvu je odlična in enkratna zgodba našega ansambla, saj je sin od soustanovitelja Štefana Majca Pišta, ki je igral prvi zasedbi kitaro, ne, in Benjamin je star točno toliko kot ansambl Štrk, ne. Ja, torej si zdaj, ne vem, ste si pripisali zasluge, da je bilo takrat, ko ste vi začeli z glasbeno kariero, plodno leto. Ja, gled, vse simbolično Štrki vemo, da tudi, ja, da nosi otroke. Tako da Štrk Pišta je poskrbel za svojega potomca, ne. Ja, okej. Krasno in zdaj mislim, da je ta zasedba takšna, ko zadeve laufajo. Najprej smo slišali, da tudi drugi odnosi držijo in štimajo, kar je zelo pomembno, se mi zdi, za eno ekipo, ne, vse veliko časa preživite skupaj na vajah, na snemanih videospotov, ko smo ravno pri tem. Kje ste tukaj, kaj se že kaj nakazuje za kakšno novo zadevo, da še to malo izvohamo? Pred kratkim, zdaj bomo slišali, danes bomo slišali tudi to skladbico, ki smo jo naredili kot eno zadnjih produkcij. Posneli smo odličen enkraten videospot, ko hiša po kruhu diši. Pevski solist je prav Benjamin, o katerem sva zdaj prav govorila. In posneli smo en lep videospot v osrčju Prekmurja na eni domačiji, Kovačevi domačiji. Odlični poslušalci oziroma gledalci vaše televizije bodo prav gotovo z zanimanjem to lahko pogledali tudi na YouTubeu. Videospot je resnično lepo izpadel. Zakaj ga še mi nimamo? Morali bi ga imeti. Ok, bom prekontroliral jutri, takoj. Kolikor imam jaz v spominu, bomo pa potem jutri takoj porabali tehnično napako. Lahko, da se tudi jaz motim, kajti teh stvari je ogromno in včasih se ti nekaj zdi, da si videl, pa nisi, ali pa si videl kje druge, pa potem tudi jaz sam pomešam, ampak velja preveriti, da imamo sveže stvari, da smo na tekočem, kar se dogaja pri vseh ansamblih, ne samo pri vas. In to delamo seveda vse v zadovoljstvo naših gledalk in gledalcev, ki nas leta in leta že spremljajo. Za tiste, ki mora biti, ste bolj novi, kar se našega občinstva tiče, naj povem, da smo v septembru začeli že s 23. sezono naših oddaj, 14 let prej pod naslovom Šumijo gozdovi domači in zdaj že 6, 8, 9. leto, ja, 9. leto pod naslovom Četrtkova podoknica. Te številke so res velike, pa včasih jaz tudi, ker sam pomešam. Moram pa povedati, natančnih podatkov sicer nimam, ampak da se vztrajno in kar hitro bližamo 1000 oddaj. Bom tudi ta podatek povedal prav čas, kdaj se bo to zgodilo, ampak jaz mislim, da bo to kar kmalu. Ja, zdaj že pogledujete kaj naprej, ali je še to preuranjeno, naj se ta zadeva, euforija od te 25. obletnice malo usede, poleže. Tako, zdaj smo pravzaprav nekako v tej naši, kot si rekel, promociji našega jubileja, tehnično montiramo naš koncert, ki je posnet in bo poslan tudi na vašo televizijo. Tu bosta čudoviti dve oddaji, prvi in drugi del z našimi posneti seveda z našimi glasbenimi gosti, ki so bili, zelo pester program smo pripravili in poslušalci in gledalci bodo prav gotovo zanimanjem pogledali tudi ta izdelek ob našem jubileju. Tako da dela ogromno, non-stop smo nekako prepredeni z akcijami, ali smo v studiu, ali smo na Špilu, ali smo na kakšni televiziji kot gostje zdaj v tem obdobju. Ja, hvala lepa. Drage prijateljice, prijatelji, hitro še enkrat telefone v roke, samo 2 telefonska klica še sprejmem, 2 imeni, 2 številki zapišem, dam tukaj le v tole stekleno posodo in mi smo potem, kar se telefonskih klicov za nocoj končali, 090 93 61 22, telefonska številka, na katero nas lahko pokličete kadarkoli v živo, ne samo takrat, ko je aktualna tale naša nagradna igra. Naj še enkrat ponovim, nocoj začenjamo nagradno igro pod pokroviteljstvom prodajalne Svetil, OK Let iz Mariborske 86, prodajalna, ki
seveda skrbi, da so naši notranji in pa tudi zunanji ambienti kvalitetno osvetljeni, ponujajo seveda kompletno uslugo od seveda organizacije oziroma vizualizacije. Dober večer, zdaj le nekomu. Dober večer. Ja, kdo ste vi? Mirko iz Celja. Mirko, številko še rabim. 041. Ja. 798. 798. 305. 305, hvala lepa. In še zadnji telefon. Jaz bi zdaj toga Štrka nekaj vprašal. Izvolite. Če mi zna povedati, zakaj Štrk na eni nogi stoji? Jaz vem, da ga v prste ne zebe druge noge. Ne. Ja, možnosti je polno, ne? Ni res. Zakaj? Štrk na eni nogi stoji zato, kot drugo dvigne. To je točno tako. To drži, ja. Točno tako, ja. Pa mislim, da to ni, da ni samo Štrk, ne? Da to velja tudi za druge živali dvonožne, ne? Lepo pozdravi vse Štrke, pa jim reci, da jih Prekmurc pozdravlja. Ok, hvala lepa. Enako nazaj, ja. Tudi vam želimo seveda prijeten večer. Hvala, da ste poklicali, kot rečeno, še en telefon in potem smo z telefoni za nocoj zaključili. Dober večer. Halo? Ne, fant je pravi, da nekdo bil in je odšel. Bomo počakali še nekaj trenutkov. Mirko, Milan, pomagaj mi spomniti, kje sva mi dva končala, zdaj smo se malo zapletli s temi Štrki na enih nogah in podobne zadeve. Vsekako smo ostala na tem, da Štrk na eni nogi stoji, ker ima drugo dvignjeno. Ja, si bomo dobro zapomnili. Bomo kasneje nadaljevali, še povedali tisto, kar se mogoče zdaj le pozabi vprašati. No, hitro še en telefon, potem pa res zaključimo z nagradno igro. Ja, vizualizacija, ta beseda mi nikakor prej ni šla ven, to pomeni, da vi poveste, kakšen prostor imate, prinesete kakšno sliko in potem vam vizualizacijo naredijo, tako da vam že pripravijo ta svetila, kako bo izgledalo, kako bo osvetljeno in podobne zadeve. Skratka, kompletno storitev vam ponujajo v prodajalni OK LED. Poskrbijo tudi za montažo svetil in drugih električnih zadev, tu mislim seveda na kable, na LED trakove in podobne stvari. Skratka, velja jih obiskati, vprašati, kar vas zanima, kupiti tisto, kar želite imeti in zadeva je končana. A imamo še kakšen telefon? Fantje pravijo, da ne. Križ, kraž, kralj Matjaž, zadeva, kar se telefonskih linij tiče, za nocoj zaključena. Hvala lepa, Milan, za tole rundo. Ob koncu bova dodala samo še piko na i. Fantje in dekle so že pripravljeni in zdaj je zopet na vrsti ansambel Štrk. Tja preko hribov in dolin, preko planjav zelenih planin, za dobro voljo vseh ljudi, vandramo zdaj po svetu mi. Po tujih krajih in do morja, do svetlih zvezd kar do neba, gremo z veseljem med ljudi, z nami na vsak se veseli. Za vas so pismi pisane, vse melodije ustvarjene, s pismijo nam je vsem lepo, kadar tako se srečamo, srcu nam vedno bo lepo, prijatelju seži v roko, sreča veselje naj živi, glasba naj se nas razvedri. Praznujmo skupaj, zdaj je čas, naj nasmejam bo vsak obraz, s pismijo zdaj voščimo, še mnogo let.
skupaj si eno zapojemo, naj zaigra še muzika, praznujmo skupaj, kar se da. Za vas so pismi pisane, vse melodije ustvarjene, s pismijo nam je vsem lepo, kadar tako se srečamo, srcu nam vedno bo lepo, prijatelju seži v roko, sreča, veselje naj živi, glasba nas razvedri. Praznujmo skupaj, zdaj je čas, naj nasmejam bo vsak obraz, s pismijo zdaj voščimo, še dolgo let naj bo tako. Družba vesela, z vami smo, skupaj si eno zapojemo, naj zaigra še muzika, praznujmo skupaj, kar se da. Naj zaigra še muzika, praznujmo skupaj, kar se da. Ti pa si, ti pa si te prav danes. Ne smem preveč dolgo špijati, veš, ko pol nimamo kaj mija povedati veliko, moramo čim več govoriti, veš, saj veš, zato smo plačani, da jo govorimo, ne. Ja. Če bi mi dva bila toliko plača, mislim, če bi toliko govorila, ko smo plačana, pa bi bila kar tih, je. Ko da nam je jeden dudle dol za limo. Nimaš. Tukaj sam Mihač, se ti pa moram en čink pohvaliti, veš. Dobar te, se? Ja. Če bo kaj fajnega, sem tudi jaz. Tjeb se še kaj takega ziher ni zgodil, ker bi jaz vedel za to, če bi se ti. Ja. Bom ti povedal. Kaj veš, da so dan perših mjen s tote televizije? A z RTV-ja? Ja. So perši z televizije, so rekli mjen, čujete, vi Pepi Štamperlo, ko ste vi zdaj tako popularni, bi pa mi naredili eno tako reportažo o vas. Sem rekel, a vi, kaj bi delali vi? Je rekel, eno tako reportažo bi naredili. Sem, kako to mislite? Ja, tak je rekel, mi bi vas tako intervjujali, pa bi vi tako povedali, kak recimo preživite en vaš cel dan. Aha, ja. Sem, kak to? Ja, cel, je rekel, zjutri tako, ko vstanete, pa ko pol delate, dopoln, pa popoln, pa tako. Naprej, bi tako povedali, pa bi mi to tako pol naredili. To je z one odaje Ljudje in zemlja, verjetno, ne? Ja, ne ve, to jih nisem vprašal, ne. Tako oni postavijo, veš, kamero, te se pa jaz takle tam pripravim, sem rekel, zdaj pa takle, ljudi moje, lejte, zadeva je taka, da recimo, jaz zjutraj tepero, ko se zbudim, se malo usedem na špampet, malo tako vam pogledam čez okno, kak je kaj vreme. Tistem trenutku se spavnem, da imam jaz stalno na nočni omarici eno flašo, sem rekel, pa ga jaz tako malo šluknem za dober juter, da potegnem. Sem rekel, pol pa grem jaz tako malo živcekret, da cajt mi moja fruštik prštimle. Zdaj pa, ko moja ve, da jaz grozno rad ga šluknem, mi pa kar zrav fruštika spet flašo prštimle, pa ga jaz spet malo potegnem, Ko se je začel undrijet, je rekel, ko ste vi normalni, pa to ne morate govoriti, je rekel, pa toto reportažo, to bojo gledali tudi otroci pa mladina, vi pa tu že na vse zgodi govorite o alkoholu, uživanju alkohola. Jaz sem rekel, kako pa naj povem? Ne, čakajte, malo poštudiral, veste kaj sem se spomnil? Dejte vi tako narediti, recimo, da malo spremeniti to zadevo, pa rečete na mest flaše, da imate vi na nočni omarici eno knjigo, recimo, pa da zjutraj tako se zbudite,
mal perčitate, ne, to pa je bolj tak kulturn, pa tak ven zgleda, pa tak. Sem rekel, je v redu, bomo pa tak naredili, sem rekel, pa bomo pa to spremenili, pa začnemo mi z novega, sem rekel, lejte, zjutraj jaz, ko se zbudim, se teper usedem tako mal na špompet, mal čez okno ven pogledam, kako je kaj vreme, sem rekel, se pa jaz spomnim, da imam na nočni omarci stalno eno knjigo. Pa jaz to tak za dober juter mal perčitam kovo stran, je. No, sem rekel, potem grem jaz že tak počas mal sekret se rihtat, te pa mi moja fruštik perštimavle, zdaj pa, vete, ko moja ve, da jaz strašno rad čitam, mi pa zram fruštika kereno knjigo perštimle, pa jaz spet mal perčitam, je. No, tak sem rekel, potem se jaz ne fruškam, potem si grem pa jaz tam mal k pojoti noter motke nabrusiti za naivo. In tam, ko imam jaz motke zložene, vete, tam imam jaz v zidi eno lukno in stalno v tisti lukni eno knjigo. In tako jaz motke brusim, sem rekel, tak jaz kaj perčitam zram, se stopte. Sem rekel, potem pa grem jaz počas na Ivo, zdaj pa na Ivo jaz nikoli brez knjige. Če se človek slučajno zmotran mal, mu pa še kaj perčitat. No, tak sem rekel, potem pa je cajt že tak mal za južno, grem jaz domov, se fajn najužnam, zdaj pa, ko se človek fajn naje, mu pa še spet kovo stran prebrati, jel? No, tak sem rekel, potem proti večeru, recimo, gremo pa mi tak počas v našo knjižnico, jel? Pa čitamo, tak dolg, dokler nas knjižničarka ven ne flikne. Se rekel, še sreča, da ima moj prijatelj doma svojo tiskarno, pa gremo pa jem, pa čitamo do zjutraj. Dajte jim pa jaz povedal, ko se zodiš, ko smo čitali, dajte jim jaz tudi tako povedal, da ne bo vse, veš, ne bo vsi vedeli, za ko se gre. Ko smo čitali zodiš pol večer gor per Majdi, ko smo čitali vsi knjigo, ne. Pa sem pa jaz šel domov, veš, tudi, pa ni bil hec, veš, pridem domov, pa sem bil kar fajn vrezan, ne, po tiste knjige, me je vrezala knjiga, tako moza biti. Pa sem jaz bil kar fajn vrezan, pa pridem domov, pa reče Landika me pogleda, pa buf zabučil, veš. Jo, me je vrezala takoj. Pa ko bom, če sem bil tak nadevan, da še nisem mogel skor kaj reči nazaj. Je rekla, še boš pil? Pa sem bil kar tiho, veš. Pa buf, še enkrat za uho, veš. No je rekla mi, še boš pil, he? Sem rekel, no, pa veš, da mi ni pasalo že več. Sem rekel, no, če pa je že tak, sem rekel, te pa dej hitro še en deci, poj pa grem spot. Minivajo leta, odkar smo tedaj iz gnezda vzleteli v nebo. Kot lastovke pridemo radi nazaj, odkudar smo vzeli slovo. So slike ostale, ostal je spomin na potok, na lipo, na most. Saj svojih pozabil ne bom korenin, srce sem zaklenil mladost. Ko hiša po kruhu diši, to hiša je srčnih ljudi. Najlepše pa je, ko na isti naslov prispejo otroci z različnih vetrov. Ko hiša po kruhu diši, se čas bolj počasi vrti. Domov rad spomine prihajam iskat, kako je lepo takrat.
starša imela sta prav, ko sta me rodila naj bom. Previden, ko stopal v svet bom bleščal in naj bom ponosen na dom. So slike ostale, ostal je spomin na potok, na lipo, na most. Saj svojih pozabil ne bom korenin, v srci sem zaklenil mladost. Ko hiša po krugu diši, to hiša je srčnih ljudi. Najlepše pa je, ko na isti naslov prispejo otroci z različnih vetrov. Ko hiša po krugu diši, se čas bolj počasi vrti. Domov rad spomine prihajam iskat, kako je lepo takrat. Takole, mikrofonček je na svojem mestu. Milan, zdaj le imava seveda sklepno besedo, ne, če strokovno temu rečeva tako. Poglej, prav gotovo vas je danes videl nekdo, ki zdaj le razmišlja, kaj pa, če bi jih povabili na našo gasilsko veselico, ali pa na krajevni praznik, ko bomo imeli zabavo, ali pa kar tako na privatno zabavo, na poroko recimo, ne. Vse to pride za vas upoštev. Resnično igramo zelo različne prireditve in tako je tudi zasnovan naš repertoar. Če je potrebno, se prilagajamo iz sekunde v sekundo, bi tako lahko rekli na odru. Včasih je potrebno igrati na kakšnih gala predstavah, bolj prireditvah, bolj, bi rekel, zabavno glasbo, igramo vse od rock'n'rolla naprej. Torej, na gasilskih veselicah seveda narodno zabavno in vso ostalo glasbo. V šali radi rečemo, pridemo tudi na dom, ampak to ni kar tako, igramo tudi na porokah in se prilagajamo željam mladoporočencev, kakor želijo. Tako da resnično priporočamo se, sezona se bo zdaj seveda začela počasi, bi rekel, organizacijsko za naslednje leto popolnjevati in se že, ne, hvala Bogu. Tako da, ja, najdejo naše podatke na medmrežju, torej ni nobenega problema, imamo svoj Facebook profil, imamo svojo spletno stran, vsekakor kjerkoli se vpiše ansambl Štrk, so naši podatki javno dostopni in tako tudi mi, tako da ni nobenega problema. Super, naj bo seveda najprej se naj letošnja sezona zaključi. Oziroma letošnje leto, vse sezono težko ločimo, je tista poletna top varianta, pa se že po jeseni zopet kar začne. Čim je poletje fertik, se začnejo te vinorodne zadeve in je spet pestro in tako. Ogromno martinovanj in podobnih zadev. Potem smo pa že tako skoraj v veselem decembru. Skratka, prav je, da zadeve tečejo in prav je, da tisti, ki organizirajo različne prireditve, povabijo kdaj pa kdaj med se tudi takšne ansamble, ki prav pogosto niso v naših koncih. Kdaj pa kdaj že, ampak si verjetno tudi vi želite, da bi večkrat bili tukaj glasbeni goste. V teh 25 letih smo vedno doživeli odlične prireditve v teh koncih, tako da ne dvomim, da nas te prireditve še ne čakajo v bližnji ali daljni prihodnosti. Se pa gibljemo kar po celotni Sloveniji in nam noben kraj ni tako rekoč tuj, kar se tiče nastopanja. Milan, hvala lepa za tvojo izpoved, za vse te pogovore, ki so jih danes upravila. Zdaj te prosim samo za pomoč, če premešaš te lističe tukaj v tele posodi in
To moram stran gledati, ne? Ja, recimo, tudi če gledaš noter, se ne vidi nič. Enega izvlečem ali kaj? Ja, enega potegneš ven in lahko kar pogledaš, kdo je dobitnik te lepojoče žarnice. Dobro, da si na veliko pisal, ne? Ja. Mislim, da je prva, ne? Olga, ne vem, zdaj natančno, katera po vrsti je pisala, imam tudi zapisano njeno telefonsko številko na tole kamero in gospa Olga, takoj po oddaji, ko končamo, vas pokličem, da dobimo ostale podatke. Jaz pa lahko povem, da pridete nagrado iskati na naše uredništvo na Mariborsko 86, vsak delovni dan med 9 in 15 ure lahko pridete, časa pa imate do prihodnega četrtka. Hvala lepa. Milan, kar izvoli nazaj na oder, na naš veliki oder. Jaz pa zdaj letim še samo do Petra. Peter, najprej to vprašanje, a si ti kaj z Dejanom v žlahti? Ja, daljno sorodstvo. Z našim bokserjem, Dejanom Zavcem, ne? Vem, na katerega. Ja, ti si Peter Zavec. Jaz sem Peter, ja. Ja, zdaj, to sem te vprašal zaradi tega, ne, da malo vidim, kakšno vprašanje bom poslal, ne, ker se veš, ne. Ja, če nam kaj vredo, če sta v žlahti, ne, potem imaš kaj njegovih genov? Ja, mogoče. Odvisno kdaj. Zdaj po Stasu nisem čist prepričan, ne, ampak mučja kategorija, ja. Ja, zdaj konec tedna nas čaka en velik bokserski spektakl, naša nadobudna boksarka, šampionka, ne, bo branila, jaz se na boks slabo spoznam, skratka, spektakl v Stožicah, boksarski, ta vikend prav gotovo boste vsi ljubitelji boksa pravočasno ali pa ste že obveščeni. Zdaj prej sva z vašo pevko govorila, ne, kdo je šef, kdo je glavni v vašem ansamblu, kako imate vi razstavljene te funkcije? Glej, odvisno od dneva, ne. Ja, to vsak dan drugače. Ja, v bistvu tak, da vsak je za nekaj, ne, tak da pevka je tista, ki ponavadi na špilu. Ki si grize nohte in se živcira, ne. In se živcira, ne, kako mi nismo pridni, po domače povedano, ne. Tak da, če gledaš, Milan je tisti, ki skrbi za biznis, po domače povedano, ne. Mi dva z Benjaminom smo tista dva, ki skrbimo za ton in vse zadeve, ne, sami špilih, ne. Tako da ja, ostale dva pa tudi skrbita, da nismo žejni pa lačni, ne. Kar tudi ni slabo in je nujno potrebno za nujno potrebno, tako je. Ok, hvala lepa in izvolite. Ostra kot noč, v srce se zapiči. Včasih mladost in slepi ponos so radost uniči. A vsaka rana se prej ali slej v duši zacili. In z njimi spoznamo, da smo le eno življenje živeli. Naj ustavi se korak, naj nasmeh bo najin znak, da lahko sva samo prijatelja. Naj ponosne potira, ki naju obrača v stran, kadar se kdaj pa kdaj spet srečava. Naj ustavi se korak, naj nasmeh bo skriti znak, da lahko na vse to pozabiva. Kar nekoč si rekla sva, čustvih svojih ranjena, ko mladost s ponosom sva ustavila.
kot noč, v srce se zapiči. Včasih mladost in slepi ponos so radost uniči. A vsaka rana se prej ali slej v duši zaceli. In z njimi spoznamo, da smo le eno življenje živeli. Naj ustavi se korak, naj nasmeh bo najin znak, da lahko sva samo prijatelja. Naj ponosne potira, ki naju obrača v stran, kadar se kdaj pa kdaj spet srečava. Naj ustavi se korak, naj nasmeh bo skriti znak, da lahko na vse to pozabiva. Kar nekoč si rekla sva, v čustvih svojih ranjena, ko mladost s ponosom sva ustavila. Kar nekoč si rekla sva, v čustvih svojih ranjena, ko mladost s ponosom sva ustavila. Domače. Izletniška kmetija Mirnik. OK LED prodaja svetil in vseh vrst žarnic. Nudijo svetovanje in projektiranje. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale in druge poslovne prostore. OK LED, Mariborska 86 v nekdanji poslovni stavbi Emo. OK LED, ko svetloba spregovori. Oprema za čebelarje, čebelji pridelki, medeni izdelki, kozmetika, darilni program, svetovanje strankam. Vse to in še več je trgovina Čebelca v Gosposki ulici 3 v Celju. Vsi čebelji pridelki in medeni izdelki so slovenskega porekla. Dobrodošli čebelari in vsi, ki radi uživate čebelje pridelke in živite z naravo. Pozabiva smih dan, ta stari čebelar. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdanjiku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem lepotnem studiu Maja. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. Borza nepremičnin. Nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo.
Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte borzi nepremičnin. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Avtoceleja je podjetje, ki se uspešno ukvarja s prodajo in servisiranjem vozil znamke Peugeot. Njihova dejavnost je tudi prodaja, servisiranje, prodaja nadomestnih delov in dodatne opreme vozil Peugeot, odkup in prodaja rabljenih vozil, kleparska in ličarska popravila vozil, cenitev rabljenih vozil, sklepanje avtomobilskih zavarovanj, ob nakupu novega ali rabljenega vozila ter skuterjev Peugeot pa uredijo tudi ugodno financiranje. Družinsko podjetje Avtoceleja, ki ga uspešno vodi že 3. generacija družinskih članov, sledi njihovemu motu: zadovoljen kupec je naš uspeh. Alfi Nipič in skladba Kjer se pohorje vidi je danes dobila največ vaših glasov, to je 3. tedenska zmagovalka, torej prihodnji četrtek, prvič v letošnji sezoni finale 3 zmagovalk. Janja Zabreznik pa je dobitnica obljubljene CD plošče. Tudi Janja se bo po nagrado oglasila na naše uredništvo. Vsak delovni dan lahko pride med 9 in 15, časa pa ima vse do prihodnega četrtka. Šterki, hvala lepa za nocojšnji obisk, vse dobro želim naprej na vaši glasbeni poti in seveda tudi drugače v vašem privatnem življenju. Vam, dragi prijatelji, pa hvala lepa za družbo. Preživite lep vikend in bodite v naši družbi spet prihodnji četrtek. Lahko noč. Satinu spadla je noč, zvezde so zasijale, lunino sem začutila moč in sanjala roke tvoje. Lunino sem začutila moč in sanjala roke tvoje. In vsako noč imela bom spet tiste lepe sanje. Vzel me boš v svojo gen, ljubezen boš čuval zame. Vzel me boš v svojo gen, ljubezen boš čuval zame. Želim si, da bi te srečala, tako kot v sanjah bi te poljubila. Želim si, da skupaj bi bila, se zvezd bi dotaknila in skupaj sanjala. Zvezd bi dotaknila in skupaj sanjala. In vsako noč imela bom spet tiste lepe
sanje, vzel me bo